Pozdravljeni v oddaji Slovenčeve novice v stoje. Naj vas ne skrbi, ne bodo dolge, niti sedla ne bom. Čez mesec in pol bomo mi glavni v Evropski uniji in potem bomo zvozili domov migrante, utrdili varovanje meje, odpisali vse slovenske dolgove, cepiva bomo imeli pa toliko, da bomo 95% Pfizer nidali. No, skoraj tako. Slovenija bo res da predsedovala Svetu Evropske unije od 1. julija do 31. decembra letošnjega leta. Svet Evropske unije je organ, ki oblikuje in sprejema zakonodajo Evropske unije, usklajuje politiko držav članic, oblikuje skupno zunanjo in varnostno politiko, sklepa mednarodne sporazume in med drugim tudi sprejema proračune Evropske unije, ki ni glih malenkosten. Iz vsake države članice je v Svetu Evropske unije po en predstavnik. In zato so tudi tisti drogovi in zastave pred parlamentom, o katerih ste sigurno že veliko slišali, da bodo na kole natikali glave protestnikov, se je izkazalo za lažno novico. Da se bo veliko dogajalo v času predsedovanja, pa nam pove tudi to, da bomo za ta čas potrebovali 70.000 zaščitnih mask. Še dobro, da so se od lanskega marca do danes pocenile. Za Evropsko unijo pogosto slišimo, da je to vse brez veze, da nas samo komandirajo, kaj smemo in če se ne smemo, da nam ne dajo denarja, ki nam pripada. Ni sicer čisto tako. Slovenija je namreč še vedno neto prejemnica proračunskih sredstev, kar pomeni, da bi lahko dobila več denarja iz Evropske unije, kot ga tja vplačuje, če bi ga le znala počrpati. Ampak to je druga zgodba, dolga zgodba in potem bi potrebovala stol, da vam vse to razložim. Sicer pa je Evropska unija gospodarska in politična unija 27 držav. Pri tej številki so Angleži že odšteti. Po vojni so za mizo sedli največji nasprotniki in se zmenili, da namesto, da se še naprej pobijajo, ustanovijo Evropsko unijo, v kateri bodo države ena od druge odvisne in bo zato do sporov veliko manj verjetno prihajalo. Odlično bi bilo, če bi tudi v našem parlamentu našli kako tako odvisnost. Leta 1951 so najmočnejše države Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in Nizozemska. Z namenom vzpostavitve medsebojne odvisnosti pri proizvodnji premoga in jekla, kar je hkrati pomenilo, da nobena država ne more mobilizirati svojih vojaških sil, brez da druga država to izve, ustanovila Evropsko skupnost za premog in jeklo. Leta 1993, ko je ideja že zdavnaj presegla samo gospodarsko sodelovanje, se je skupnost preimenovala v Evropsko unijo. Zdaj lahko potujemo brez potnih listin po skoraj da vsem kontinentu, lahko se šolamo in delamo kjerkoli znotraj Evropske unije, poleg tega pa imamo še talca oziroma priročnega krivca za vse, kar gre v domači državi članici narobe. Mnogokrat tudi v Sloveniji slišimo ali beremo, da je tega in onega kriva Evropska unija. Evropska unija seveda ni popolna, hkrati pa ni prav, da jo krivimo za napake in nesposobnost domače politične srenje. Zakonodajni organ Evropske unije je Evropski parlament, v katerem je med 705 tudi 6 slovenskih poslancev, ki jih volimo vsakih 5 let. V vmesnem času pa na vsakem koraku tem istim poslancem priročno očitamo, da v Bruslju tako ali tako ničesar ne delajo, samo kasirajo velike denarje. Čeprav za mnogo izmed njih to ne drži. Sloveniji pripada tudi mesto enega komisarja izmed 27 komisarjev, ki skupaj odločajo o politični in strateški usmeritvi komisije. O slovenskih komisarjih iskreno slišimo še veliko manj kot o poslancih, vsaj o efektu. Pogosto tudi slišimo, kdo vse in zakaj vse se bo pritožil na Evropsko sodišče, ki pa sicer skrbi zgolj za to, da se zakonodaja Evropske unije v vseh državah članicah razlaga na enak način, kar ne more biti enostavno, glede na to, da si nas 2 milijona Sloveniji vsak predpis razlaga vsaj na 4 načine, dokler ne vprašamo še odvetnikov, potem pa vsaj na 8.